punce! No, kar veliko vas je pisalo, da vas zanima, kako sama senčim obraz in sem se odločila, bom pokazala in sicer svojo 10 Colors Palette Professional Camouflage Concealer od BH Cosmetics. Sicer imam zdaj na obrazu samo kremo in to je Elizabeth Arden Visible Difference in od Revlona Eterna 27+, ki jo še testiram. Tako da bi kar začela. No, kakor vidite, sem glih zato posebej odprta luč, ker to vam najbolj pomaga. Pri tem, ko si senčite obraz, morate gledati, kam bi vam naravno padala svetloba in kje bi naravno bila senca. Kot lahko vidite, no, ne vem, če lahko, ampak tukaj je najbolj pogosto. Če pa ste nekoliko manj samozavestni glede nosu, pa lahko date tudi pri strani, oziroma če se vam zdi, da je vaš nos nekoliko predolg, lahko goljufate tudi tako, da ga zasenčite malo spodaj, poudarite pa zgolj pikico. Zdaj bi pa kar začela. Aja, pa če gledam sem, je zato, ker imam tukaj ogledalo. In majhen trik, ki mislim, da kar precej punc ne upošteva, je to, da dajo svoj kontur malo preveč noter in gre naprej od polovice očesa in tam pa deluje kar precej nenaravno. Tako da res, če se da do polovice očesa, dol do tukaj nekje, lahko tudi manj. Če se vam zdi, da imate nekoliko višje čelo, kolikor imam tudi jaz, pa lahko tudi zgoraj si malo pomagate in tako bo tudi lepše se pol vse zblendalo. In imam pa še en majhen trikec, ki sicer ponavadi ga naredim z bronzerjem v prahu, ampak trenutno bom probala tudi tako. In sicer, če nanesete prav malo take temnejše barve pod ustnico, vam naredi neki izgled bolj napihnjene ustnice. Pač tako, ampak če naredite z naravnim nekim bronzerjem bolj v vaši barvi, je res videti razliko. No, zdaj bom vzela še en čopič. Sicer sem vzela kar enega navadnega, kaj je ponavadi za senčke, ker zdaj prije tisti del posvetljevanja. In vzela bom pa najsvetlejšo barvo. Sicer ima bolj roza odtenek, ampak mi je to bolj všeč, zato ker s takimi, ki se ponavadi prekrivajo mozolji in so nekoliko bolj temni, da tako izpademo malo oranžni, tako da bom kar tega. In to pa nanesemo zgolj na dele, ki jih želimo nekoliko poudariti, ki želimo dati pozornost na njih, ker kot vidite, to, kar dajemo temnejše, povleče noter, naredi izgled, da povleče noter obraz, kar bomo pa svetlim, bo nekoliko bolj izstopalo. In nekaj malo pa priporočam tudi tukaj pod obrvjo, ker to bolj definira obrv in jo res naredi bolj urejeno. Ampak to pa moram malo bolj natančiti, ko sem približala ogledalo. Še en trik, ki ga imam, je, da svetlejšo barvo date nad zgornji del ustnic, ker zopet to bo ustvarilo nekoliko bolj polnejša usta. Tudi en trik, ki ga pa dostikrat priporoča Goss Makeup ali nekaj takega je na Facebooku, Wayne Goss,
pa na Facebooku, pardon, na YouTubu, pa je, da če želite ustvariti bolj videz polnih ustnic, svetlejšo barvo date tudi na sredino teh spodaj in tukaj na vrhu. Sedaj imam kar precej majhna usta, tako da bo izgledalo, kot da dajem na večjo površino. Ampak pozneje, ko boste dali šminko, boste videli, da tukaj ustvari tisti bolj svetlejši učinek, kot če bi dali nekakšen gloss. No, zdaj vzamete samo večji čopič. Sama obožujem tega, kot sem že velikokrat povedala, o Debelin. Bil je zares poceni in je najboljših čopičev, še posebej za zblendirati vse skupaj in samo pričnete. Najprej, večina ljudi priporoča svetlejše barve, ampak jaz mislim, da je bolj naravno temnejše, ko potem, ko gremo čez svetlejše, jih nekoliko potemni in vse skupaj se začne prelivati. In tukaj, ko greste tukaj, pa kar malo potegnite barvo tudi gor, ker izgleda bolj naravno prelivanje vsega skupaj. In če vidite, kje da niste dali svetlo, da bi vam pasalo malo bolj poudariti, pa kar samo, na primer, delam to tukaj spodaj pri čeljusti, ker se mi zdi, da kot vidite, imam bolj okrogel obraz in to ga nekoliko bolj definira. Nekatere punce tudi, če ste nekoliko samozavestne ali ste pridobile par kilc, si lahko, ampak to pa zelo previdno in bi izbrala raje kakšno bolj svetlo barvo, si lahko tudi spodaj in tisti videz dvojne brade takoj izgine. No, kot sem rekla, tukaj postane nekoliko temnejše in kot vidite, se preliva iz temne v nekoliko bolj naravno in tukaj bo pa zdaj precej svetlo že, ker je barva že otisna se in bo se to bolj poudarilo ven. Je pa zares pomembno, da zelo dobro blendirate, da ni videti nobenih črt. Še druga stran. Ja, teh čopičev pa priporočam, da raje zamenjate, kot da ga umivate, ker sama sem to naredila in od takrat kar precej dlak izpušča. To je edina slabost, drugače pa res, kot vidite, odličen čopič, posebej za blendiranje in za bolj tekoče pudre, kot je Healthy Foundation od Bonjour, pa je res perfekten za tisti puder. No, tukaj pa priporočam, da naredite take poteze, da potiskate malo dol puder. Ker potem, ko boste zblendirali skupaj s svetlim, tega tako ne bo videti, bo pa nek rahel prehod iz svetlega na temnejši, tako da ne bo tako ostro. In samo še po sredini. In če kje vidite, kar dodajte še svetlo barvo. Sama sem to naprimer kar tukaj, ker vidim, da je šlo malo preveč dol. Tudi to, ja, če kje preveč čudno zblendirate in se vam tako zdi, lahko jo enostavno popravite, samo dodajte temnejšo ali svetlejšo barvo.
No, zaenkrat bi bilo to lahko to in bi šla čez samo s pudrom v prahu ali če podobnim, seveda povlekla malo dol po vratu. Ampak sem se odločila, da bom še malo pokazala pa tudi s bronzerjem v prahu, ki sicer ni bil namenjen za kontur, ampak je vseeno zelo dober pomoček, če se ne preveč sveti, ker kot sem rekla, ta del hočete zasenčiti in ga nekoliko prikriti s tem. In če date nek izdelek, ki se kar precej sveti, boste dobili samo več pozornosti in pomislite še, če posije sonce, se bo del, ki ste ga hoteli prikriti, svetil. Sama uporabljam in očitno mi je zelo všeč. Od Moi sicer pa nažalost ne vem, kaj je, vem, da je nekaj mozaik, karkoli, ampak se je že zbrisalo vse dol. No. In čopič, dajte prav malo to, jaz imam od BH Cosmetics iz linije 65, se mi zdi, da je bil en izmed tanjših in ga samo malo potapkam noter, odstranim, kar je preveč in na to samo začnite, kjer ste šle prej temnejši in samo tja čez. In to pa zelo pomaga, da naredite obraz kot ribica, ker vam potem pokaže zares, kje je kost in kje spodaj naj senčite. In pa zopet, zelo pomembno je, kako blendirate, ker zna izgledati zelo nenaravno, če ne zblendirate zadosti. In to je pa tudi odlična tehnika, da daste tak puder čez, da zagotovite, da bo ta kontur zares ostal več časa. Ker kot vidite, meni je to kar pokrilo precej obraza, brez uporabe ne vem koliko izdelkov in pudrov in tega in drugega. In samo s tem lahko jaz grem čez dan, samo seveda jaz tudi nimam neke mastne kože. Hvala Bogu. In mi je to lažje. Če pa imate mastno kožo, pač nič za to, vzamete samo en puder v prahu in čez dan samo kjer vidite, ali pa tudi tisti lističi, ki pridejo za matiranje obraza, samo dajte čez, da malo popijunate in bo v redu. In tudi en trik, ki ga sama poznam, ker sem imela še nekaj let nazaj dokaj mastno kožo in zato tudi mazolje, pa je, da vzamete toaletni papir, ga date na pol, seveda kolikor slojni je, toliko slojev, vzamete samo en sloj in ga samo pritisnite. Nič ne razmazite, samo pritisnite in bo naredil isto kot lističi za matiranje obraza. Tukaj niti ne bom, ker je že kar dosti poudarjeno in mislim, da je to dosti tle spodaj, pa če zdaj vidite, tako se zelo vidi. Ampak moram res se potruditi. Če bi želela še bolj zabrisati, če ste nekoliko nesamozavestni tega, ker vem, da jaz prvič, ko sem preizkusila ta trik, mi je kar precej, sem bila nesigurna, če bo to izgledalo naravno ali ne, pa lahko samo še malo bolj zavrišete in tako ni videti, ustnica pa izgleda kar bolj poudarjena. No, za posvetljevanje obraza pa lahko uporabite kar, jaz bom kar iz čopič, ker kakor sem rekla, imam rada, da se stvari prelivajo. Lahko vzamete kar eno senčilo, sicer imam nekaj posvetljevalcev, ampak hočem uporabiti stvari, ki vem, da jih imam vse, čeprav tega kremnega kontura ne, ampak bila sem kontaktirana prav zaradi te palete. In samo uporabila Moi Glamour Days Eyeshadow Palette, in sicer to barvo, ki je bolj v barvi šampanjca, spet zopet isti čopič in samo malo dam noter, potapkam, pretresem, kar je odveč in samo dam na višje dele mojega obraza in to sicer ne bo pretirano videti, bo pa videti, ko boste pod lučjo in se malo pomaknili, bo dalo pozornost na tisti del obraza. Seveda je bil to samo kontur in
Nisem niti prekrila podočnjakov, nisem šla niti na to, da bi prekrila mazoljčke, niti nič takega posebnega. To bom naredila v enem prihodnjih videov. Bi vam pa še pokazala, kako izgleda, ko damo nek glos ali kaj podobnega čez. Samo minutka grem iskat. No, da ne bom preveč časa iskala, sem vzela kar prozornega od NYX Gloss, NYX Girls in samo prozornega. In boste videli, pač sicer zdaj, ker je prozorni, moram malo bolj zabrisati. Ampak zdaj, kar boste videli, lejte. Ustnice zares gleda bolj napihnjene in enako bi, če bi vzela nekoliko bolj svetlejšo barvo, tudi šminko lahko, ker to spodaj da kot nekakšno podlago svetlejšo. Ta tlele kontur malo napihne ustnice od zgoraj, pa jih malo posvetli in tako zopet napihne. No, to bi bilo za ta kontur vse, upam, da mi je bilo všeč in se vidimo drugič. A ja, pa še, če imate kakšno idejo za video ali pa bi rade videli kakšnega, me kar kontaktirajte in mi pišite, kaj bi rade videli, ker bi zares me veseli delati video, tem bi rada postala boljša, čeprav zdaj vem, da ni najbolj. No, se vidimo, čau, čau!